Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Kvantna mehanika je res osupljiva. Mislim, poganja cel naš digitalni svet. In napovedi so neverjetno točne, ne? Točno. Ampak po celem stoletju še vedno ne vemo čisto točno, kaj nam pravzaprav pove o svetu. Kakšna je ta realnost za enačbami? Ja, in to je točno vprašanje, ki ga odpira Sašo Dolenc v svojem besedilu Paradoksi realnosti. To bo najina osnova danes. Super. Ne gre samo za matematiko, ampak za pomen. Zakaj so te interpretacije postale tako pomemben del fizike? In kako lahko filozofija tukaj pomaga? Ne? Da razumemo svet, ki se upira naši intuiciji. Tako je. Začniva mogoče kar pri teh osnovnih pojavih, ki so že sami po sebi filozofski problemi. Superpozicija. Ja, superpozicija. Mislim, ideja, da je delec lahko v več stanjih hkrati, recimo. Na 2 mestih naenkrat. Recimo. Ampak kaj to zdaj pomeni? Za lastnosti tega delca jih ima že prej ali nastanejo šele? Šele ko merimo, ko pogledamo. Točno to je ključno vprašanje. A svet sestavljajo stvari z vnaprej določenimi lastnostmi ali te lastnosti šele nekako vzniknejo v interakciji? Ja, to res postavi pod vprašanje naš klasični pogled. Potem pa je tu še prepletenost, še bolj čudno, mogoče. Še bolj, ja. Delci, ki so povezani na nek skrivnosten način, ne glede na razdaljo. In eksperimenti to potrjujejo, kar je noro. In če vzamemo te rezultate zares, potem moramo opustiti vsaj eno od 2 stvari, ki se nam zdita samoumevni. Lokalnost ali realizem, ne? Tako je, ali lokalnost, da dogodki tukaj ne morejo takoj vplivati na nekaj daleč stran, ali pa realizem, da imajo delci svoje lastnosti neodvisno od nas. Eno od tega očitno ne drži v kvantnem svetu. Zdi se tako, ja. In to naj jo pripelje do tistega osrednjega problema. Problema meritve. Ja, ta dvojnost v teoriji. Imamo Schrödingerjevo enačbo. Lepo, gladko, deterministično opisuje, kako se kvantno stanje razvija. Dokler ne pogledamo. Dokler ne pogledamo. Potem pa, bum, kolaps. Sistem kar skoči v en sam, konkreten izid. In to naključno. Ja, in kako pride do tega preskoka iz sveta možnosti v eno samo dejanskost? Teorija sama tega prehoda ne pojasni. In tu nastopijo interpretacije. Vsaka poskuša to luknjo zapolniti, ampak vsaka ima svojo ceno, ne? Vedno. Kopenhagenska, recimo, ta klasična, pravi, osredotočimo se na meritve, ne sprašujmo preveč o globlji realnosti. Kar je malo neambiciozno za znanost, mogoče. Lahko bi rekli, ja. Potem pa imaš čisto nasprotje, mnogoteri svetovi. Brez kolapsa. Točno. Brez kolapsa. Vse možnosti se preprosto uresničijo. Vsaka v svojem vesolju. Sliši se elegantno. Ampak cena je. Ogromna. Neskončno število svetov, ki jih ne moremo videti ali dokazati. Obstajajo pa tudi poskusi, da bi ohranili bolj klasično sliko, skrite spremenljivke, objektivni kolaps. Ja, poskusi so, vendar zaenkrat, vsaj kolikor vemo, jim manjkajo trdni dokazi. Eksperimenti še niso potrdili teh dodatnih mehanizmov. Dolenc pa nakaže še eno možnost, ki se mi zdi zanimiva. Kaj, če te kontradikcije niso napaka? Ampak lastnost realnosti same? Ja, to je provokativna misel. Morda je svet na tej temeljni ravni nedoločen, paradoksalen. In paradoks ni nekaj, kar moramo odpraviti, ampak nekaj, kar moramo razumeti. Nekako tako, ja. Ključ ne ovira. Ampak počakaj malo, če je svet tako kvantno čuden, zakaj tega ne vidimo v vsakdanjem življenju? Zakaj se nam zdi vse tako klasično? Dobro vprašanje. Tukaj vstopi dekoherenca. Aha, to je fizikalni proces. Kvantni sistem, ko interagira s svojim okoljem, z zrakom, svetlobo, karkoli, zelo hitro izgubi svojo kvantnost. Te superpozicije se nekako razmažejo. Zaradi vplivov okolice. Točno. In to pojasni, zakaj veliki objekti, kot smo mi ali mačka, izgledajo klasično.
Zakaj ne vidimo mačke na dveh mestih hkrati? Ampak pazi. Ampak pazi, ja. Dekoherenca pojasni, zakaj izgubimo kvantne pojave, kot so interference. Ne pojasni pa, zakaj na koncu meritve dobimo točno en specifičen izid, še vedno ne reši temeljnega problema meritve. Aha, razlika med tem, kako stvari izgledajo praktično, FAP, for all practical purposes, in kaj se dejansko dogaja na temeljni ravni. Prav to. Praktično problem izgine, ampak konceptualno ostaja. In tukaj postanejo kvantni računalniki res fascinantni. Ker oni pravzaprav delujejo zaradi teh kvantnih paradoksov, ne kljub njim. v biti temeljijo na superpoziciji, ne? Hkrati, nič in ena. Točno. In računanje poteka v tem ogromnem prostoru vseh možnih stanj hkrati. Celoten inženirski izziv je, kako ta kvantna stanja ohraniti, kako se boriti proti dekoherenciji. Da ostanejo dovolj dolgo kvantni za izračun. Ja, ko pa na koncu želimo rezultat, Moramo izmeriti. In spet smo pri problemu meritve. pravzaprav ja, v laboratoriju uprizorimo kolaps valovne funkcije, da dobimo en sam odgovor. Neverjetno. Kvantni računalnik kot filozofski laboratorij. Nekako tako. Kar me pripelje do zadnjega vprašanja. Kakšna je potem vloga filozofije v vsem tem? Zakaj ne bi fizici preprosto računali in merili? Mislim, da filozofija tukaj ni neka zunanja sodnica, bolj kot škatla z orodjem za fiziko. Kako to misliš? Pomaga pri razjasnitvi pojmov. Kaj sploh mislimo z meritvijo? Kaj pomeni opazovalec? Kaj pomeni realnost v tem kontekstu? Pomaga razkriti predpostavke, ki se skrivajo za različnimi interpretacijami. In oceniti posledice teh interpretacij. Točno. Hkrati pa ima kritično funkcijo. Pomaga ohranjati strogost, ločevati znanstvene hipoteze od, recimo, neutemeljenih špekulacij ali celo misticizma, ki se včasih prikradne v te konceptualne vrzeli. Torej, fiziki že tako ali tako opravljajo filozofsko delo, ko premišljajo o smislu svojih teorij. Filozofija jim samo ponuja boljša orodja za to. Lepo povedano. Vprašanje ni, ali filozofija spada k fiziki, ampak kako jo uporabljati premišljeno, da nam pomaga razumeti ta čudni svet, ki ga kvantna mehanika razkriva. Sklep je torej nekako. Kvantna mehanika nas res sili, da ponovno premislimo osnove, same temelje realnosti. In filozofija ni samo nek okrasek, ampak nujno orodje. Absolutno. In morda za konec še ena misel za poslušalce, malo za izziv. Dejva. Kaj, če nas kvantna mehanika uči prav to? Da moramo sprejeti meje. Meje naše intuicije, naše klasične logike. Kaj, če je temeljna resničnost takšna, da je ni mogoče ujeti v popolnoma konzistenten, neprotisloven opis, ki bi ustrezal našim vsakdanjim pričakovanjem? Torej, da je svet morda v svojem jedru protisloven, ali pa vsaj onkraj našega načina razmišljanja? Morda. Morda se moramo naučiti živeti s paradoksom. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.